Dobro jutro. Ženkice, dobro jutro. Duhovni pomislek. Dobro jutro. Dobro jutro. Suzana bo pa prebrala odlomek iz najnega poročnega evangelija, ko sta šla učenca v Emaus. Pot v Emaus. In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emaus in je 60 stadionov oddaljen od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo, in medtem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil in ga razlomil in jim ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. Ja, veš, Miro, ampak tale evangelij me pa res spremlja celo najino pot, ker res doživljam to, da velikokrat rečem eno tako molitev: ostani z nama, Gospod, kajti dan se je že nagnil. Kaj pa ti? Ja, tudi mene zelo nagovarja. Dolgo časa sta učenca hodila, vse sta slišala, ampak šele na koncu sta ga spoznala. Ampak spoznala sta ga pa, čeprav na koncu. Kaj pa midva? Ravno tako. Velikokrat ga šele na koncu spoznava, ali pa prepozno spoznava, čeprav je ves čas z nami. Res sva lahko hvaležna. Lep pozdrav, Mirko in Suzana vas vse skupaj tokrat lepo pozdravljava z Osovnika, z ene najlepših točk naše lepe Slovenije. Tu je cerkev svetega Fortunata. In midva sva danes priromala v tem lepem in vetrovnem popoldnevu, tako kot učenca v Emaus, na ta prelep kraj. 28 let že romava skupaj in na tej poti se nama je zgodilo marsikaj. Hvaležna sva za vse brezmejne milosti, pa tudi preizkušnje, ki so najino ljubezen utrdile in nama pomagale, da se učiva, da rasteva, da preprosto živiva. Kakšne so najine sekunde za Gospoda? Zjutraj se zbudiva drug ob drugem in najprej sva res hvaležna drug za drugega. Potem prebereva Božjo besedo in malo pred 7. najino govori še Čušin s svojimi izzivalnimi vprašanji, ki naj jo spremljajo čez dan. Sedaj smo v izrednih korona časih. Že 6. teden sva doma, delava od doma. To je tudi izziv za naju in za najino družino. Kako sobivati, kako prenašati drug drugega. Kaj nama pomaga?
to, da sva drug do drugega sočutna, da včasih kakšno besedo, ki ni potrebna, zadrživa, in pa da včasih kakšno stvar pogledava tudi malo čez humor. Se nasmejeva svojim napakam, svoji nemoči. Lep pozdrav z Osovnika! Ob Osovniški cerkvi je ena velika mogočna bukev. Ogromna. In to mi je velikokrat prispodoba naju, kako je najina vera lahko velika, če hodiva z Gospodom. In to drevo ima tukaj svojo cerkvico.